Leto 2025 je bilo za Mladinsko knjigo jubilejno leto. Ob pregledu zgodovine se je pokazalo, kako lahko založba oblikuje slovenski kulturni prostor. Praznovali smo s knjigami. Izdali smo več kot 700 knjižnih naslovov. Tudi več kot 200 digitalnih formatov, 67 številk različnih revij in hkrati pripravili več kot 250 dogodkov z avtorji po vsej Sloveniji. Posebej ponosni smo na številne nagrajene knjižne naslove in avtorji, saj ti dokazujejo, da v vseh 80 letih še vedno vzdržujemo standarde kakovosti in izdajamo kakovostno literaturo. Hkrati presegamo zgolj knjižno produkcijo in skušamo širiti kulturni prostor z različnimi dogodki, ki spodbujajo bralno kulturo. V okviru projektov bralne kulture, ki jih podpira tudi Javna agencija za knjigo, smo nagovorili več kot 4500 ustvarjalcev in udeležencev. In leto 2500 je zagotovo pokazalo, da smo skupaj tudi s praznovanjem jubileja revije Ciciban pomemben del kulturne infrastrukture. In to bomo nadaljevali tudi v letu 2026. Program 2026 smo z odlično uredniško ekipo sestavljali zelo zavzeto, z zavedanjem, kako močno se spreminja založniška krajina. Seveda smo se spraševali tudi, kako bomo pritegnili bralce, kako odgovoriti na dejstvo, da vse več bralcev bere tudi v angleščini in drugih tujih jezikih. In seveda, kje je tisto krhko razmerje med tehnologijo in ustvarjalnostjo. In leto 2026 bodo zaznamovali tudi literarni jubileji. Obletnice bodo praznovali Ivan Cankar, Zofka Kveder, Srečko Kosovel, Lojze Krakar in nekateri drugi. In na vse jubileje bomo seveda odgovorili z zanimivimi knjižnimi izdajami. Hkrati bomo poseben poudarek namenili dvema kultnima knjižnima zbirkama, zbirki Kondor in zbirki Zlata ptica. Še vedno bomo ohranili srčiko našega programa na izvirnem otroškem in mladinskem leposlovju. Na področju leposlovja za odrasle bomo izdali izvirna dela, veselimo se tako Mrakijade Vladimirja Bartola, novega romana Brine svit in seveda številnih izjemnih prevodnih leposlovnih del za odrasle, ki prinašajo najpomembnejše, najodmevnejše glasove literarne produkcije z mednarodnega knjižnega trga. Hkrati pa odgovarjamo tudi na vprašanja, ki jih slehernik nosi v sebi v sodobnem trenutku. Zanimivi priročniki iz stvarne literature bomo bralcem ponudili tako monografije, športne avtobiografije, kot tudi presunljive osebne zgodbe, za katere upamo, da bodo bralcem pomagali živeti dobro življenje. In razveseljivo je, da bomo tudi letos v vsakem mesecu mlade bralce razveselili z novimi številkami izobraževalnih revij. Ohranjamo vse revije za otroke, Cicido, Ciciban, Moj planet, Cici zabavnik, Geja in Pil. In hkrati bomo podprli tudi novo šolsko reformo z novimi učbeniki in novo šolsko platformo. Skratka, ostajamo splošen založnik s širokim programskim portfeljem in upamo, da bomo tudi na ta način vzdrževali in spodbujali bralno kulturo in delili naše navdušenje nad knjigami in branjem. Kot bralka komaj čakam, da dobim v roke nov prevod dnevnika Marka Avrelija in zadnji roman Harukija Murakamija, Leje Ipi, in seveda se veselim tudi zgodb sinovsko-očetovskega tandema Matjaža in Davida Zupančiča in novega romana Brine svit. Hkrati pa bo bralce zagotovo navdušila tudi čudovita monografija o podzemnem svetu Slovenije in izvrstnega priročnika o neverjetnem čudežu, kako delujejo človeški možgani. V umu se namreč vse začne. Vsaka zgodba, vsaka domišljija.
In to je tudi pot, da postajamo bolj empatični, bolj empatična družba, s katero lahko živimo boljše življenje.